Prve ugotovitve, seveda po prihodu na kraj dogodka in po opravljenem prvem delu preiskave na terenu, ugotavljamo in seveda po pridobivanju nekaterih podatkov ugotavljamo, da je balon, ki je vzletel v Ljubljani Brdo, se opravičujem, pač ga je zajel močan veter, striženje vetra pri tleh, kar je seveda povzročilo tudi zelo težko upravljanje in na žalost tovrstno strmoglavljenje z dodatkom požara. Kako je prišlo do požara? Ja, glejte, balon je opremljen z plinskimi jeklenkami in pri samem letenju, se pravi, ker so bili 4 oziroma 5 trkov, predhodno neposredno predzadnji trk, kodar smo tudi našli že sledi, da je gorelo, je pač prišlo, ker je sam balon zajel veter in mu spremenil tudi obliko, tako da je gorel neposredno pred končnim trkom. Ste ugotovili, koliko je bilo v njem potnikov? Zdaj po podatkih je bilo 31 potnikov in vodja, pilot balona. Kakšna je pa tragična bilanca tega? Zdaj tragična bilanca so 4 mrtvi, ostali so poškodovani, koliko do kakšne mere, po klasifikaciji lažje, težje poškodbe pa se še ugotavlja in čakamo na podatke pristojnih zdravstvenih služb. Vi boste seveda sedaj opravili temeljito analizo vseh zbranih podatkov in seveda delov, ki so ostali. Koliko časa predvidevate, da boste prišli do končnih poročil o vzroku nesreče? Praviloma se nesreče preiskuje 1 leto, vendar ta nesreča po zdaj teh prvih mojih v praksi, lahko trdim, mislim, da bo lahko zaključena v pol leta. Gospod Rovanšek, je normalno, da baloni so tako veliki, da nosijo 32 oziroma 31 ljudi? Ja, seveda so, oziroma baloni so ustrezno tudi registrirani, so tudi konstrukcijsko nad njimi nadzor opravlja pristojni upravni nadzorni organi, proizvajalci balonov pač so naredili tudi tovrstne, kar ta trenutek ne vidim kot problem. So imeli vsi ti baloni oziroma ta balon, ki je strmoglavil, tudi ustrezne certifikate in dovoljenja za polet? V tem trenutku je zbiranje podatkov, služba za preiskovanje nesreč to pridobiva od pristojnih organov. Ta trenutek vam jaz ne morem zatrditi, ker v bistvu sem na kraju terena. Nadaljnji postopki bodo pokazali, ali so vsi ti dokumenti, ki so potrebni, bili tudi veljavni. In kako mislite, da bo ta nesreča vplivala na balonarski šport oziroma dejavnost v Sloveniji v bodoče? Ja, temeljni cilj preiskovanja nesreč ni ugotavljanje krivde ali odgovornosti. Temeljni cilj je izboljšanje letalske varnosti. Absolutno bo to imelo vpliv. Ljudje so, kljub vsemu, so piloti izobraženi, dobri, vendar se stvari dogajajo. Se stvari dogajajo, tako da bo vedno treba skrbeti tudi za preventivno delo, tako na področju izobraževanja, kar je pa seveda praktično postopek in temeljni cilj letalskih organov, ki izdajo tovrstna dovoljenja.